Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Današnja tema: kdo sploh je sovražnik? Če se točno ne ve, kje je sovražnik in kdo je sovražnik, potem to postane težko. Če se ga torej lahko točno definira, to še ne pomeni, da sovražnik zgine, potem saj vem, da tukaj je in tam in tako zgleda in to je on. Posredno pa včasih nekoga označijo kot sovražnika, ker se lahko vprašamo, ali je to res sovražnik ali sovražnik čist nekdo drug. In danes bomo ugotovili, da smo v bistvu vsi, južni, vzhodni, zahodni, da vsi skupaj imamo skupnega sovražnika. Enega zelo skupnega in prebrisanega sovražnika. In ta sedi v vesolju. In ne tukaj na tem planetu kot kakšen človek. Ampak vodi stvari, ljudi, iz ozadja. Tako kot tista lutka, kjer potegneš za nitko in potem miga lutka. Naš svet je trenutno v izgredih, razburjenosti in tako veliko gorišče. To pomeni, da bo tam začelo goreti ali pa že gori. In to se lahko razširi v gromozanski ogenj. Tipične vroče točke, ki jih imamo danes, ko pogledamo na tej karti, pogledi iz Evrope in Bližnji vzhod, ta, ki je zasnoval tole karto, ta je že, ker je že 25 let stara, je že v modrosti nekako naprej predvidel. Zaslutil. Karto je namreč poimenoval Evropa in Bližnji vzhod. Kot da je že nekako zavohal, kaj se bo tam dogajalo. Da bo tam nekaj napetega. Na Bližnjem vzhodu imamo namreč Izrael s svojimi sosedi in tudi primerne palestinske organizacije, ki so dozopo oborožene, kot Hamas in Hezbollah. To je nekako prostor, kjer neprestano je gorišče bojev. Tudi kar se tiče današnjih medijev. Zraven njih je Iran. O Iranu bomo še več v prihodnosti govorili, ker tukaj se zelo zaostruje. Ker so namreč dobri prijatelji z Rusi. Tukaj vsak dan bojišče. In to je še milo rečeno. Torej tukaj vsakodnevno umrejo mladi možje na stotine, na tisoče. Vplivneži pa pridejo skupaj in sedijo za mizo in rečejo, ja, pa mogoče še ni čas, bomo še malo zdržali to vojno. In ponovno umirajo naprej, tisoči in tisoči ljudje. Neverjetno je, s kakšno lahkotnostjo te vodilni sveta preprosto podaljšujejo vojne. Predvsem, ko seveda so investirali v delnice, sploh v delnice oborožarske industrije. Namreč v vojni obstajajo samo tisti, ki izgubljajo, razen tisti, ki zmagajo. Kdo so te? To so tisti, ki so deležni oborožalne industrije. To so edini, ki nekaj dobijo. Vsi ostali izgubijo. Vojna je samo za bogate. Ljudje pa imajo samo še trupla. V naši, torej, neposredni bližini imamo v Ukrajini vojno zaradi teh spopadov in tudi zaradi spopadov v Izraelu in v Iranu in pred kratkim tudi v Siriji. Če tako pogledamo, potem vidimo, da nismo tako daleč od velikih gorišč vojn. Ja, in oni to počnejo veselo naprej. Če si pogledamo na to karto tukaj zgoraj, tukaj vidimo Združene države v centru in ta karta je stara že preko 30 let. In takrat so sovražnike Združene države Amerike pobarvali z rdečo barvo. Že takrat. Venezuela. Torej, kako daleč je že ta mentaliteta nazaj? Kuba.
tik pred Združenimi državami Amerike. Američanom bi bilo ljubje, da bi Kuba bila modra. Torej, da bi postali prijatelji. Da nekdo vlada, ki počne to, kar oni želijo. Tu imamo tudi Severno Korejo. S Kitajsko in Rusijo, ki sta tudi v navezavi. Mjanmar, tukaj se tudi stvari dogajajo. Libija, tukaj je bil Gaddafi, so ga premagali. V Sudanu se tudi veliko dogaja. V Siriji, ta je tudi rdeča. Iran je bil takrat že problematičen. In Belorusija je tudi rdeča. Takrat je bil še Zimbabve rdeč. Gorišča se v osnovi ne spreminjajo nekaj veliko. To, kar je nekoč povzročalo vročino, je tudi danes isto. Torej v zgodovini se vedno nekako stvari ponavljajo. Tu obstaja še ena točka, ki bo v prihodnosti vroča. Tukaj Tajvan, tale otoček. Ta je namreč modro obarvana, Kitajci pa želijo, da bi ta bila rdeče barve. Torej, da bi Kitajci dobili Tajvan nazaj. Vsa ta gorišča, ki se sedaj kažejo na tem planetu, se lahko kadarkoli spremenijo v ogromen požar. In potem, če rečejo, kot recimo ameriški predsednik Trump, Grenlandija je velika letalonosilka in to potrebujemo, ker če se mi ne bomo tam zasidrali, potem bodo Rusi ali pa Kitajci prišli tja. Torej, storili bomo nekaj dobrega, če bomo zavzeli Grenlandijo. In tukaj potem nekaj začne nastajati, kako bomo pa to rešili zdaj? Ker Grenlandija več ali manj spada še vedno pod Nizozemsko in zaradi tega Nizozemska je del NATO, tako kot drugih 31 članic, in Združene države Amerika in Kanada so tudi NATO-ve države. In vse tukaj plavo, Evropejci, to so vse NATO države. In kar naenkrat je napadena NATO-va država in pri tem res moramo kašljati. NATO-ve države so namreč zadolžene, da branijo sočlanico NATO, če pride do ogrožanja. Zato morajo druge NATO-ve države pomagati. Kaj se pa zdaj zgodi, če eno NATO-va država napada drugo NATO-vo državo? In to se je sedaj zgodilo. Združene države so rekle Nizozemcem, Grenlandijo dajte nam. In zato imamo sedaj tudi problem znotraj NATO, znotraj tega modrega. Kako se pa to reši? Ja, recimo, Nemci so zdaj poslali 13 vojakov. Slovenci 2. Švedi so poslali 3, Francozi 10 vojakov. In če bo šlo tako naprej, in če se bo to tako nadaljevalo, bo letališče v Nuuku, glavnem mestu Nizozemske, ker veliko jih ne more tam pristati, letal, bo polno. Tukaj se dogajajo stvari, ampak teh nekaj vojakov je, ki jih pošilja Evropa, ki so že tudi tam. Zanimivo, kaj se vse dogaja. Svet v uporu. Zdaj se bomo malo bolj podrobno posvetili tej zgodbi z Ukrajino. Namreč Trump oziroma USA, Združene države, so se tukaj umaknile iz tega konflikta in so rekli Evropejcem, če želite to vojno naprej, mene ne zanimajo več, če želite orožje, vam jih lahko prodamo, ja, za veliko denarja, Evropejci, vi kupujete od nas. Do sedaj smo šenkali orožje, nič več od tega. Naslednji problem. Kako bi lahko to rešili? Ker Rusi so dali svoje predloge. Ukrajina ostane nevtralna, ni del NATO, nevtralna. To so tudi takrat zahtevali od Avstrije 1955. In zato so se Rusi tudi umaknili, ker je Avstrija bila zavzeta tako kot Nemčija. To je bila ena točka.
Potem Rusi pričakujejo naprej gospodarske sankcije, da se opustijo, da ponovno trgujemo in da smo prijazni drug do drugega. Ja. In tretja točka, so Rusi rekli, to, kar smo do sedaj zavzeli s krvjo, seveda tega ne bomo dali več nazaj. In če se temu strinjamo, potem je konec vojne. Ampak seveda, druga stran pa pravi, da to nikakor ne bo šlo. Kam bomo prišli? Oni imajo 3 zahteve in mi naj bi jih izpolnili. Ne, to pa ne gre tako. Torej se bomo bojevali naprej. In vsak dan, ko se bojujejo naprej, Rusi zavzamejo še več ozemlja Ukrajine. 20% so si že zavzeli. Vse, kar je tukaj južni del, jugozahodno od Dnjepra, Donetsk, Donbas. In vsak naslednji dan so ruski zemeljski pridodatki večji. In vsak naslednji dan umre vedno več ljudi. In kaj to pomeni za Ukrajino? Da za njih izgleda situacija vedno bolj brezizhodna. Bolj dolgo, kot traja vojna, vedno več mladih moških manjka Ukrajini za prihodnost. Kako bodo obnovili potem državo, saj jih ne bo več? To pomeni, da če danega predloga nočejo sprejeti, potem lahko samo še gledamo, kako drugi vedno več teritorija zavzema. Ali pa, če pogledamo zgornjo karto, vse te modre NATO države, tukaj sedaj so tudi seveda Švedi in Finci zraven, vse te države skupaj stopijo v Ukrajino proti Rusiji. To seveda tudi lahko storijo. Vprašanje pa je, ali se to sploh splača? Ja, za industrijo, orožarsko. In za tiste, ki imajo svoje delnice tam. Za njih se splača. In to je seveda še posebej zanimivo vodilnim Anglije, Francije in Nemčije, ker so tako zagreti za to vojno. Nastane vprašanje, ali to želijo, da se to razširi, ali želijo to rešiti, to zadevo. Takoj bi bilo rešeno, če bi te 3 zahteve Rusije sprejeli. Potem je vojne konec. Se Rusija ne želi več. Nevtralnost. Ponovno odprtje trgovanja, gospodarstvo in seveda, da zavzete okolje ostane pod Rusijo. To je fakt. To so dejstva. Kako je bilo to v preteklosti? Če se vprašamo, kako dolgo bo trajala vojna. Nekaj je sigurno, vsaka vojna se nekdaj konča. Tudi 100-letna vojna se je končala. Ta 100-letna vojna je trajala celo dlje kot 100 let. Od 1337 do 1457. Med Anglijo in Francijo. Kaj se je takrat zgodilo? Razlog? Francozi namreč, 700 let nazaj, je umrl nek poglavar brez naslednika moškega. In sedaj obstajata 2 možna naslednika. Eden iz Francije, ki pravi, jaz sem naslednji, in drugi sedi v Angliji, angleški kralj, ki pravi, jaz sem naslednik. Oba dva sva v žlahti in angleški kralj si je mislil, ja, če si dodamo še Francijo, smo 2-krat večji. In Francozi so si rekli, ne, ni šans, ven iz mene. In tako so imeli vojno. In tako so Angleži zmagovali eno vojno za drugo, eno bitko za drugo. In tako je francoski kralj bil ujet in to povzroči, da je za nekaj let mir in potem se ponovno vname ta vojna. Dokler ni potem 1415. leta ta zgodba za tisto devico iz Orleana, ki je moške poštirkala, če je ta zgodba seveda resnična. In od takrat naprej se je vse skupaj obrnilo in Francija je začela Angleže preganjati ven iz Francije. Angleži so takrat že zavzeli približno tretjino Francije. Predstavljajte si to. Ampak tudi ta vojna se je nekoč končala. Bolj natančno rečeno po 120 letih. A potem so ugotovili, da to nič ne prinese. Drugega so samo izčrpali. In če si sedaj to situacijo pogledam,
kjer pravijo, da Rusi to in to ono zahtevajo, ni šans, da to izpolnimo. Kajti Rusi so hudobni in zato to ni sprejemljivo. Ukrajina nevtralna in da bi spet trgovali z Rusi in da ta teritorij pustimo njim, ne, to se ne gremo. Ampak točno to bi bila rešitev. Ampak to ne gre. In to me sedaj spominja na nekaj iz preteklosti. V srednjem veku in v zgodnjem novem času, modernem času, to se začne tam nekje z odkritjem Amerike, s Kolumbom, nekje leta 1500. Takrat je rimokatoliška cerkev pokazala, torej papeštvo, pokazalo svoje kremplje. In to tako, da vsakdor, ki ni bil rimokatolik, je v bistvu sovražnik, je hudoben. In to je sicer nauk, dogma, kjer oni pravijo, to pač tako je. Samo to je papeštvo in to je pravilno in vse ostalo je narobe. Obstajale pa so skupine, ki so imele Božjo besedo, Sveto pismo. In oni so na podlagi Svetega pisma odkrili, da so bližje pri Svetem pismu, pri resnici, kot papeževi. In to je bilo tudi ključno v času reformacije. Ker ima namreč rimokatoliška cerkev ta vrstni red, prvo je naš nauk, naše dogme, na drugem mestu je pa Sveto pismo. In če se Biblija strinja z našimi nauki, super, če pa ne, je pa vse eno, zato ker naši nauki, dogme so številka 1. Reformacija je pa te reči obrnila na glavo in so rekli, prvo je Sveto pismo in naši nauki in dogme morajo osnovati na osnovi Biblije, se harmonizirati z Biblijo. Dogme pa morajo biti pod Biblijo. Cerkev pa pravi, da mora Biblija biti pod dogmami. Cerkev pove, kaj je prav, ne Biblija. To pa je zahteva. To se je v času reformacije obrnilo okoli. Pri reformatorjih. Na prav način. Tako, in zdaj se je rimokatoliška cerkev odločila, papeštvo, in pravijo, vsi, ki ne razmišljajo tako kot mi, se motijo. So hudobni, so sovražniki in zato jih je potrebno odstraniti. Ubiti. Pomoriti. Zato so drugače verujoče pobijali. In plemičem, vodilnim so rekli, vaše visočanstvo, če ne bodo vsi postali v državi rimokatoličani, bo dežela postala neobvladljiva. Tako je vladar moral poskrbeti, da so vsi postali katoliki. In če je kdorkoli bil v nekakršnikoli vasi, ki je drugače mislil, so jih mogli pobiti, uničiti, pregnati. In tako so si plemiči lahko ohranili oblast za papeža. In ta dogma, mi govorimo resnico, tam je sovražnik, to je bilo tako močno usidrano in sedaj so protestanti, ker so imeli Biblijo in so Biblijo postavili na prvo mesto, našli priliko od Jezusa. In to piše v Matejevem evangeliju v 13. poglavju. Slastno. Kako mi je všeč, kar piše v Bibliji. 13. poglavje od 24. vrstice. Tako pravi Jezus. Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je na svoji njivi vsejal dobro seme. Torej imamo polje in kmet seje seme. Ako so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik. In prisejal med pšenico julko. In potem je odšel. Nič ne opaziš. Ko pa je bilje zraslo, šlo v klasje, se je pokazala tudi julka. In prestopili so v gospodarju hlapci in mu rekli, Gospod, ali nisi na svoji njivi vsejal dobrega semena? Odkot je torej julka? Rekel jim je, sovražnik je to storil. Ideje rešitve od hlapcev. Hočeš li torej, da gremo in jo izplevemo? Plevel? Rekel je, ne. Da ne bi kdaj, trgaje ljulko, izruvali z njo vred pšenice. Saj sta tesno skupaj prepleteni.
Zato, ker je bilo drugo seme zraven posejano. Pustite, naj oboje raste do žetve. Naj oboje raste do žetve. Torej ne pulit plevela. In ob času žetve jaz porečem žancem, kar je slika za stvarnika vsega vesolja. Poberite najprej ljulko in jo povežite v snope, da se sežge. Pšenico pa spravite v mojo žitnico. Torej, zdaj so pa prišli protestanti in so to obrnili prvo, se pravi, ne prvo nauk in potem Biblija, ampak prvo Biblija in potem nauk. In so rekli, glej, kaj tukaj piše, dragi papež. Tukaj piše, da obstaja dobro seme in plevel. In papež pravi seveda, da je on dobro seme in protestanti so plevel. In zato je treba to uničiti. Kaj pa Jezus pravi? Ne ruvaj tega. Pusti, da oboje skupaj raste do žetve, da zraste. Ampak ta dogma od papeža, plevel je treba izruvati. Ker, kaj je za njih bolj pomembno? Dogma, nauk. Torej, dogma je nad Svetim pismom in ne Božja beseda. In sedaj smo v taki fazi, kjer je sovražnik, z strani Združene države pravijo, to je hudobno in Evropa je seveda zraven. V vsem tem času se je Amerika že malce distancirala, ampak Evropejci, predvsem Nemci, Francozi in Britanci, te so še vedni polno zagreti za vojno, drugi se samo šlepajo in pravijo ne, gospodarske sankcije boje, Ukrajina bo v NATO in Rusija mora ves teritorij nazaj vrniti. In to je sovražnik tam in on je hudoben, sam da ne bomo skupaj. Rusi želijo, da bi imeli mir, da bi bilo vse mirno, da obstaja tudi država, ki ni v NATO, torej da niso preblizu Rusom. To ne more biti. Dogma je tam in oni so hudobni in mi se bojujemo proti njim. Pa če tudi nas to pripelje do propada. Sedaj pa imamo tukaj dve zelo zanimivi karti. Dve gospodarski karti. Eno prikazuje Združene države Amerike in različne barve predstavljajo različne reči, seveda, če se posvetimo temu, da preučimo. Tule pa imamo Sovjetsko zvezo. Do leta 1990. Do danes je Sovjetska unija, torej od 1990. 1991. razpadla. Zato je tudi ta karta prepisana, kaj bo iz Sovjetske unije. To je karta bila izdana ravno takrat, ko je že toliko držav se poslovilo v rubriko Skupnost neodvisnih držav. To so bile te države, ki so se odcepile iz Sovjetske unije. Estonija, Latva in Litva. Belorusija, Ukrajina. Te so tukaj. Ja, potem so še tudi v Kaukazu, druge, Georgija, Armenija, Azerbajdžan in potem na jugu, te velike površine, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizistan, Kazahstan, kar je še zdaleč največja. In te vsi so se sedaj osamosvojili in tole zeleno, Rusija kot največji del, pa je ostala. Sedaj imamo torej to in 14 drugih. Ampak vidimo, da je tukaj ozko, ožina. Nikjer drugje ni Rusija tako ozka kot tukaj. Ravno zato pa je to področje tam, kjer se sedaj bojujejo. Zato, ker je ta lok, ki seže sem čez, iz Ukrajine v rusko področje kot nobena druga reč, kar se tiče zahodne strani, to področje tukaj, vse, kar je nad Krimom in vse do Dnjepra, ker je to namreč tista naslednja reč. In seveda je tukaj tudi večinsko ruska populacija. Če si to sedaj pogledamo na gospodarski karti,
Potem seveda vidimo, da je Rusija tukaj. Tu vidimo vsa industrijska področja in tukaj je težišče v Evropi. Torej ta temna področja tukaj, to so odločilna industrijska področja in posod, kjerkoli je takole rdeče, roza, rdečo, pink, to so zemeljska nafta in plin. To vidimo tukaj v Sibiriju. Velika področja, brez omejitve. In tukaj, za Uralskim grovjem, tukaj tudi nastalo veliko industrijsko področje. Težišče pa je namreč vseeno tukaj na zahodu Rusije. Tukaj živi večina sovjetskega prebivalstva. In zato se počutijo tudi tako ogroženi, ko tukaj, v Donbasu, vidimo, kako pomembno področje je tukaj. To je najpomembnejše industrijsko področje v Ukrajini in tega Rusi seveda ne bodo vrnili. Prostovoljno ne. To je jasno. Tu smo torej v situaciji, kjer Rusi v bistvu drugače niti ne morejo. In če jih bojo tukaj namreč še naprej grozili, potem bo ruski medved tudi udaril nazaj. In tudi že je udaril. In če si sedaj pogledamo zemljevid Združenih držav, tukaj potem vidimo tudi velike površine in tole rdeče, to so odločilne industrijske cone. In vse rdeče pike so v bistvu kraji, kjer je tudi stvari predelujejo. Predvsem železna industrija. Na jugu imajo bolj poljedelstvo, naprimer tukaj, to, kar je rumeno, imamo tako imenovani koruzni pas in pšenični pas. To so področja, kjer sejejo samo koruzo ali pa samo pšenico. To so ogromne površine. Neverjetno velike. Če tukaj pride do katastrofe, potem manjka hrane. To so površine, tukaj vozijo tako veliki kombajni, da lahko z letalom čez letiš in vidiš samo rumeno. Ni slučajno, da so to pobarvali z rumeno barvo. To so torej ogromne gospodarske korenine. Tule v Rocky Mountains imajo nekaj zakladov, sicer je pa to področje več ali manj veliko, ampak ne tako posebej izkoriščeno. Skoraj brez ljudi. Potem pa tukaj Kalifornija. In potem Los Angeles. Tam je pa spet ponovno polno ljudi. Torej imamo tukaj eno težišče, tule tudi obala New Orleans in seveda tukaj zgoraj in pri velikih jezerih. Vsaka zvezna država seveda ima tukaj velike centre, ki imajo svoje industrijska področja. Današnja tema pa je, kdo je sovražnik? Še ena zgodba iz vojne. 30-letna vojna v Evropi. To je bilo nekje 100 let po reformaciji, 1570, ko je Luther prebil 95 tez in 100 let kasneje, 1618, pa se je zares začelo v Nemčiji. Rimska cerkev, papeštvo, zavohalo svojo priložnost in so se rekli, zdaj bo, zdaj jih imamo, zdaj jih bomo dobili pod kontrolo protestante. In tudi je delovalo. In v tem trenutku, ker to je sicer trajalo več let, so rekli, vedno močnejše je postajalo papeštvo in vedno več področje je prišlo pod papeštvo, katoliško. Tu so tudi področja, kjer so bili knezi protestantje področja. In še preden se je to prekucnilo, da bi papeštvo zmagalo in bi vsa Nemčija postala katoliška, kajti predvsem sever je bil protestantski. Potem se je v igro pletla še ena sila. Protestantska sila. Švedi so prišli. Do takrat je Švedska bila pač samo ena država na severu. To je vse. Do danes je
tudi tako, da ni to ogromna država, kar se tiče veliko populacije. Nima niti več populacije kot Avstrija, ki je čisto majhna, a čeprav je 1600 km dolga. Nizozemski ladjedelci so jim v Göteborgu pokazali, kako graditi dobre ladje. In tako so s to floto tudi prispeli v severno Nemčijo. In so prišli na pomoč protestantizmu. Kralj Gustav Adolf II. Svojim življenjem je prišel zato in tudi v boju je umrl leta 1632, blizu Leipziga, jugozahodno od mesta. In ta dogodek je sedaj vodil v to, ker so sedaj v igro vstopili Švedje, da je vse skupaj vodilo v pad situacijo. In ta pad situacija ni bila predvidena strani katoliške strani. Nekaj podobnega, kot sedaj to vidimo v Ukrajini. Nekako ne morejo uvideti tega, da če bodo tako nadaljevali kot do sedaj, da je to nesmiselno, ker gre za dogmo. On je sovražnik in oni so hudobni, zato moramo tako delati. In to je točno tako, kot je bilo v tistem 30-letni vojni papežom, ko je te papež to počel. Isti vzorc je to. In sedaj, ko so se vmešali še Švedje, je še enkrat, in sedaj si morate to predstavljati, ker vojna bi bila konec v bistvu že po 10 letih, ampak so Švedje prišli zraven. In potem je to trajalo še 20 let. In tako je bila 30-letna vojna. Še 20 let več. Dokler Rim ne spregledal, da nima smisla, da ne morejo tega premagati. In upam, da v Ukrajini bodo to prepoznali hitreje. In sedaj se vprašamo, kako je sploh lahko to, da dogma postane tako močna, da tako proti boljši modrosti, proti logiki, proti razumu postopajo, ostanemo pri tem in delamo to in to bomo dosegli, pa naj se zgodi karkoli, pa če crknemo zraven. Vsak, ki zgleda to od zunaj, bi rekel, počakaj malo, analiziraj dejstva, zračunaj, poglej, a ni boljše, da sedaj zaključimo. V 30-letni vojni je to trajalo 30 let, preden je to stopilo v glave, da so razumeli. In kaj sploh je dogma? Smo tudi videli v času virusa. Isti vzorec je bil. To je sovražnik in če boš to in to našo rešitev, predlog izvedel, ki ti ga mi ponujamo, potem bo vse v redu. In kar naenkrat se je pojavilo spet papeštvo. In papež se je na polno zavzel za to zdravilo. Nemška revija, časnik Der Spiegel je izdajo, ker so videli gripo, Jezusa, Marijo, in to je bilo tik pred Božičem, kako prihajajo pastirji in tisti 3 kralji. In kaj so prinesli kot darilo? Injekcijo. Cepivo proti virusu. To je bila slika na časniku. Rim, papeštvo, pa je rekel, da je to dejanje ljubezni do bližnjega, če to zdravilo sprejmemo. Tu smo torej doživeli dogmatizem. Znanost je bila deljena, ker so vedno rekli, ja, znanost je to in to so rekli. Ja, tista znanost, ki je samo ponavljala za politiko. Drugi znanstveniki pa so rekli, da to nikakor ni tako. Torej ni šlo za enotno znanost, tako kot pred 500 leti ni bila enotni pogled na to, kaj je tukaj stalo v Bibliji. Celo Jezus je dal eno priliko. Ne iztrebite jih drugih. Protestanti pa so rekli, v redu. Ja, v redu, pa smo Julka, mogoče. Če menite, da ste vi dobro seme, ampak Jezus je rekel, ne puli ven plevela, pustite nas primeru, rastemo skupaj.
In kdo bo na koncu odločil? Gospod. Ker bo Gospod na koncu rekel, to je pleve in to je pšenica. Pleve bo skuril, pšenico pa bo shranil v žitnico. Nekdo višji se bo torej odločil, kaj je pravilno in kaj je narobe. Ampak v tej zgodbi smo omenili tudi sovražnika. Kdo je torej naš sovražnik? Ne glede na to, ali sediš v Združenih državah Amerike, ali v Rusiji, ali v eni izmed držav, ki so se nekoč odčlenile od Rusije, ali pa če si v katerikoli evropski državi ali kjerkoli na svetu in tudi v Venezueli. To je bilo tudi zanimivo, ker v Venezueli bila političarka opozicije, ki je nastopila kot opozicija in ta je dobila Nobelovo nagrado za mir. In sedaj je obiskala predsednika Združenih držav in mu je to medaljo za mir, to, kar je dobila, ker ni dobila samo papirja, ampak tudi medaljo, in to si lahko obesiš okoli vratu, to medaljo je potem predala Donaldu Trumpu. In kar so to potem ugotovili na švedskem Oslovu, če mi nekomu to podamo, medaljo za mir, potem tega ne more predati nekomu drugemu. Torej, ona je še vedno tista, ki nosi nagrada. Ampak, simbolično, so se to res odločili na Norveškem. Ta dogodek se vedno zgodi na Norveškem, na Švedskem. Oni so pristojni za to, ker je začetnik te nagrade bil pač Šved. Te dogodki, ker je ona sedaj to predala Trumpu, in on je seveda to prevzel z užitkom, to medaljo. On je dobil vsaj medaljo, del te nagrade, če že ne uradnega papirja, potrdila, da je on tisti za mir. Ampak pri tem vidimo tudi kako se vse spremeni na tem svetu. Vse postane relativno. Mogočnež pač samo ukaže. In kjerkoli sedaj smo, in če je nekdo obtožen kot tisti, ki grozi z vojno, kot Putin, ali pa če nekdo dobi Nobelovo nagrado za mir, čeprav tega ni dobil v prvi vrsti, vsi imamo skupnega sovražnika. Kje pa ta sedi? Preberimo iz Svetega pisma. V Razodetju 12 beremo o vesolju. Od 7. vrstice. In nastala je vojska, vojna v nebesih, univerzumu, vesolju. Mihael in njegovi angeli. Mihael pomeni tisti, ki je kot Bog, torej Jezus. Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja. Tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli. In kdo je ta zmaj? V 9. vrstici je opisan. Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan. To je naš sovražnik. Mi ljudje pa, mi pa dovolimo, da se ločujemo. Predstavljajte si to. Nek vodja države reče, ja, zdaj je vojna, in drugi tudi isto, v drugi državi ali pa ne, ni važno. Vojna? In sedaj te mladeniči se spopadajo med seboj. Pa čeprav drugmu niso storili ničesar. To pomeni, da se postavi neka struktura oblasti, hierarhija, in se uporabi. Reče, jaz sem šef, ti moraš zdaj dati tvoje telo in se tukaj žrtvovati pred metke, da te ne rešetajo, ali pa iz raket, bomb, ali pa droni, ali pa karkoli. In na drugi strani isto. In kaj počne v tem času papež? S svojimi duhovniki? Blagoslavljajo orožje tukaj in blagoslavljajo orožje tam. Prosim, kako? Ja. Ali je to, kar si je Jezus želel? To je opisano tukajle. V vesolju se je začela ta vojna. Med zmajem, Satanom in njegovimi angeli in Kristusom in njegovimi angeli. In kako se bo to išlo? Mihael in njegovi angeli so se vojskovali zoper zmaja. Tudi zmaj se je vojskoval in njegovi angeli. In rezultat? Zmaj in njegovi angeli niso zmagali. In tudi ni bilo v nebesih več njihovega mesta. Vrženi so bili ven iz osrčja vesolja.
In tako je bil pahnjen, bil veliki zmaj, ven, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan, ki zapeljuje ves svet. Pahnjen je bil na zemljo in njegovi angeli so bili pahnjeni z njim. Oho, zdaj smo prišli sem. Sedaj tukaj vidimo veliko družino človeštva, ki naseljuje ta planet, tukaj in tam, ki na različnih koncih vsak svoje služi in dela, da bi zaslužili za življenje, eni tu, eni tam, in spet drugi tam. In zakaj bi se te med seboj pobijali? Saj vsi nekaj pridobivajo, delajo. In v času miru, ko je bila svetovna trgovina na vrhuncu, so si vsi pač menjali stvari, vi proizvajate to, oni tisto in so se izmenjavali. Rusi imajo veliko nafte in plina, torej zmenjamo z njimi, ne? Ker imajo itak več, kot rabijo. In mi imamo v Evropi druge reči. In v Evropi smo od tega tudi profitirali. In ko je tale karta bila natisnjena, takrat je bila še stara Nemška republika in takrat je bila ta takole velika. In ali ni bilo veliko bolje, ko so leta 1990 mirno rešili te zadeve? In je bila sprejeta tista pogodba 2+4, dve nemški državi z zmagovalnimi silami druge svetovne vojne, Britanci, Američani in Francozi in Sovjetsko republiko, da je takrat tukaj ZDA najdla neko rešitev, da smo lahko to v miru se zmenili. Vsi konflikti, ki sedaj obstajajo, pa naj gre to za Ukrajino, Izrael, Iran, bi lahko mirno rešili, če bi to mirno želeli rešiti. Ampak vsi imamo skupnega sovražnika. In ta sovražnik prihaja iz nebes. On je tam začel vojno. V središču vesolja. In je bil vržen na ta planet in sedaj se ta vojna tukaj širi naprej. In hudič se bojuje za to, da bi uničil to človeštvo. In to mu tudi uspeva s tem, da nas nahujska drug proti drugemu. Ja, potem smo pa res neumni, če se bojujemo drug proti drugemu. Ja, seveda. Kje je sovražnik? Sovražnik sedi točno na tvojem mestu. V tebi. Tam znotraj. Ker gre za napačno razmišljanje. In Jezus je prišel kot Božji sin iz dobre strani, da bi pokazal, kako ta hudobnež deluje. Da si sovražnik želi, da se sami sebe uničimo. Da se stremo med seboj in uničimo. To je noro pri vsemu temu. In sedaj prihaja Jezus in kaže točno nasprotje. On ni prišel, da bi druge uničil, on je prišel, da bi rešil. In njegova rešitev izgleda tako, da je on bil pripravljen umreti. Hudič pa si želi, da bi mi umrli. Jezus pa je prišel in on je umrl. Torej, obstaja sploh še večji kontrast od tega? Sovražnik torej ne sedi v Združenih državah Amerike, ali v Iranu, ali v Rusiji, ali kjerkoli že. Sovražnik ni Trump in ne Putin. In vsi skupaj smo samo ljudje. Ampak vsi skupaj imamo skupnega sovražnika, ki je zastrupil naše misli. In to, kar mi vsi skupaj potrebujemo, je to. Ko so Jezusa vprašali, kaj je zdaj najpomembnejše v Bibliji? In jim je podal odgovor. Tako veliko strani je. Leta bi lahko diskutirali, kaj je najpomembnejše, ampak Jezus je povedal, kaj je najpomembnejše. Matejev evangelij, 22. poglavje. Kako je on to sformuliral? V 36. vrstici pravi nekdo, učenik, rabi, katera je največja zapoved v postavi? Torej v Božji besedi. Jezus pa mu je odgovoril, ljubi Gospoda, svojega Boga. To je rešitev.
Ljubiti z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem. To je to. Rezultat tega pa je, piše naprej, to je prva in največja zapoved. Še drugi del tega je, kar pada zraven. In to je prvi zapovedi podobna, enaka. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. In to je rešitev. Ljubi tistega, ki te je ustvaril, in svojega bližnjega. In tako imamo križ. Ampak kot prvo je potrebna vertikala. Odnos z Bogom. Ljubiti Boga. Ljubi Boga z vsem mišljenjem. Ljubi ga. In sedaj te vprašam, si že tako daleč? Ali pa misliš, zakaj to Bog dopušča? Zakaj te stvari in one stvari? Ko bi vedeli, kakšno zlo vse on blaži. Ampak tu je še drugi, hudobnež. In Bog je samo na en način omejen. Čeprav je vse mogočen in vse ve, vse zmore in vse točno ve, pozna, ene stvari ne bo storil. Ne bo deloval proti tvoji volji. Tvojo odločitev sprejema. On ne posiljuje tvojih misli, ampak čaka pa na to, da boš ti iz ljubezni, z zaupanja pričel njegove misli misliti. In te zvenijo, ljubi svojega stvarnika in ljubi svojega bližnjega. Sovražnik pa? On pa nas čuva drugega proti drugemu. Tam je sovražnik in vojna, rabimo orožje. Predstavljajte si to. Združene države Amerike imajo sredstva za oboroževanje od 900 milijard dolarjev letno. 900 milijard. To želijo sedaj za 50% povečati. Torej 450 tisoč, 1350 milijard. To planirajo za naslednje leto. Kar je že to leto, ne? Kitajci imajo vojnih sredstev 300 milijard, torej 1/3 tega, kar Združene države izdajajo za vojsko. Kitajci dajo v tem primeru samo 1/3 tega, kar Američani. Rusi pa ponovno 1/3 tega, kar Kitajci dajo za vojsko. 100 milijard. Rusi 100 milijard, Kitajci 300 milijard, Združene države 900 milijard, ki so zdaj povečali na 1350 milijard. In kje je sovražnik? V mišljenju, v mislih, v napačnem mišljenju. Zakaj bi želel denar dajati za orožje, za municijo, za rakete, za drone, letala, tanke, ladje, letalonosilke? Zakaj? Francija si je odločila, da bojo zgradili letalonosilko. 13 milijard košta. In Francija je v bistvu bankrotirala. Ne vejo sploh, kje bojo to vzeli. Ampak zato je vedno denar. Zaznoreti je to. Zato, ker so misli, razmišljanje napačno. Zato, ker potrebujemo to božansko razmišljanje in ne to satanistično razmišljanje. Vsakršna proizvodna orožja je satanistična. Ali potrebuješ orožje, če se vsi ljubijo? Zakaj? Niti ključavnice ne rabiš za hišo, ker ti nihče ne bo ničesar ukradel. Naš planet je okužen z napačnim razmišljanjem. Kdo je naš sovražnik? Ta je neviden. Ampak dejansko se je pa tukaj umestil. V možganih. In če so sedaj te mogočni, napolnjeni s tem satanističnim duhom in ne z božanskim duhom, kaj bo prišlo iz tega ven? Potem imamo zdaj te gorišča na tem planetu. In potem je tam vojna in tam. In potem trmasto naprej, v isto smer, dogmatično to delajo. In to je točno ta vzorec, ki ga je nekoč vedno podajal papež. Mi imamo prav, vsi ostali se motijo in zato jih je treba biti.
Oni so sovražniki. Biblični princip, Božji princip, ljubi Boga in ljubi svojega bližnjega kot sebe. A vidimo razliko? Papeštvo je izpolnjeno z duhom, satanističnim duhom. Božanski duh pa je ravno nasprotno. Ta nikoli ne bi zagovarjal vojne. In papeštvo govori seveda potem tudi, to in ono, in mir. Hkrati pa blagoslavljajo orožje na obeh stranih. Grozno je, če smo enkrat v tem napačnem razmišljanju in menimo, da je to tisto pravo. Edino, kar pomaga, da se začnemo ukvarjati s temi rečmi. Napačno mišljenje pa se že prične tudi v družini, v najožjem krogu. Če tam nastane vojna in potem menimo, da moramo drugega nadzirati in komandirati, obvladati, on mora storiti to, kar mu jaz pravim. Namesto, da bi skupaj za drugega, v ljubezni bili drug za drugega tam, da bi drug drugemu olajšali življenje. Bom pa jaz odnesel smeti ven. Tako preprosto bi bilo in lahko bi tako veliko sreče širili, zato ker se držimo na največjo zapoved in pričnemo reči, ne želim več slediti Satanu, Jezusu želim slediti. Kako pa je s teboj? Pri tebi doma? Si tak, ki se vedno bojuje? Veš, kje je sovražnik? Vsi smo samo ljudje. In obstaja sovražnik, ki je zunaj nas in nas čuva drugega proti drugemu. Jezus pa pravi, ljubite se med seboj. Ne delajte hudega drug drugemu. Potem bodo vsi prepoznali, je Jezus rekel, Janez 13. poglavje. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, ko boste imeli ljubezen med seboj. Gre torej za našo miselnost. In včasih se vprašamo, ali lahko pozabimo naš način razmišljanja. Nov način razmišljanja potrebujemo. Kdo je naš sovražnik, ki nam želi samo slabo? Ampak on ne sedi v Moskvi, niti v Washingtonu, niti v Teheranu, niti v Tel Avivu ali kjerkoli, v Gazi. On sedi pri tebi, ko ne dovoliš, da nate deluje Božji duh. Zato pa sedaj molimo. Hvala ti, naš Gospod in stvarnik, hvala, da si ti prišel, da bi nas spravil ven iz tega napačnega razmišljanja, da pričnemo na novo razmišljati. Tako kot si ti, kot naš stvarnik, in se želiš, da bi vsak v miru, da nihče nikomur ne bi delal nič žalega, da bi drug drugega podpirali v ljubezni, drug za drugega bili na voljo in ne proti drug drugemu. Hvala ti, Gospod, da nas osvobajaš tega napačnega razmišljanja. V tej meri, kolikor pričnemo tebi zaupati, temu, kar si dal napisati, kar si ti učil. V meri, kolikor nas ti vodiš. Hvala ti, da si nam pokazal pred očmi, da gre za velik boj v tem nevidnem svetu, med dobrim in zlim, med svetlobo in temo. Hvala ti, Gospod. Amen. Predlagam še eno knjigo. Avtorice Ellen White, ki je že pred skoraj 150 leti prišla ta knjiga in je to zgodbo tega velikega boja na tem planetu s tem ozadjem, kar se tudi dogaja v tem nevidnem svetu, poda na podlagi bibličnih prerokov. In že pred 150 leti napisala, kako bo to na koncu se izšlo.
Knjiga Veliki boj med Kristusom in Satanom. To knjigo lahko dobite brezplačno od društva 7. dan. Si jo lahko naročite in vam bojo poslali brezplačno na dom. In bolj dlje nazaj, kot je to že bilo nekaj takega povedano, napisano, zaradi tega, ker so na podlagi bibličnih prerok to podali, bolj jasno to postaja, kakšna modrost je to, ki je tam tudi zapisana. Zato, ker v knjigi piše, kako je Biblija to že vse naprej napovedala, to, kar imamo danes pred očmi. In kako bo še do konca. Osvetljena je preteklost v tej knjigi, sedanjost in prihodnost. Prihodnost pa bo čudovita. Predtem bomo sicer šli še navzdol, a potem pride On, ki nam je obljubil, da bo vedno z nami. Zato, da mi nikoli več ne bi trpeli ne smrti, bede, bolečine in strahu. Veselim se vas tudi prihodnjič.